Živjo, ime mi je Meri in sem Edi, ampak danes sem se odločila, da bom z vami delila svojo zgodbo. Zgodbo, ki ima lahko več hashtagov, od poškodba, travma, strah, odločitev, sprejeti pomoč, osebna rast, napredek, cilj, pogum in tako naprej. Danes mineva 4 leta, odkar sem padla s konja. S konja. Bom kar tako, ko jaz to vedno, če ne se bom prevečkrat zmotila. In sem si poškodovala gleženj. Ta poškodba ni bila tako nedolžna, kakor sem si na prvi trenutek mislila, da je. In sledilo je 6-mesečno okrevanje po operaciji. Res je, da sem že 3 mesece po operaciji oziroma po padcu sedela na konju in jahala po navodilih fizioterapevta. Ampak strah, ki sem ga jaz čutila do jahanja tega konja, Dona, s katerega sem padla, me je pa hromil vsakič znova, ko sem na to pomislila. Noben problem ni bilo jahati kateregakoli drugega konja, njega, ne. Bova midva prijatelja vsak na svojih nogah, sem pravila. Potem sem ga jahala prvič 2 leti po padcu. Spomnim se, en dan manj kot točno 2 leti. In sem rekla, saj bom zmogla. No in sem. 2 kroga, pa sem rekla, dol grem. In potem je spet minil čas in sem rekla, joj. Res je minil veliko časa, jaz pa nisem naredila nič, čeprav je bila to moja želja. Da bom spet ponovno sedela na njem, da bom uživala, da me ne bo strah. In odločila sem se, da to travmo izbrišem iz svojega telesa, iz svojega spomina, iz svojega uma, iz svojih celic. In uspelo mi je. Uspelo mi je in še enkrat uspelo mi je. In ful sem vesela, da mi je, in hvaležna. Ampak ta pot do tega uspeha ni bila tako lahka in ni bila hitra. Začelo se je pa tako, da sem obiskala Darjo Bright Tome. O njej si lahko preberete na njeni spletni strani na svetlostran.si. Večkrat sem že bila pri njej, ampak za eno seanso sem se pa odločila, evo, to je tisto, kar danes želim predelati, začeti predelovati. In res, marsikaj sva ugotovile, predvsem pa je bila pomembna ugotovitev, da Don nima nobene veze z mojo poškodbo, z mojo travmo. Bil je pač samo nesrečni posrednik pri tem, da sem jaz dobila kup enega novega znanja, izkušenj, napredka zaradi te poškodbe, ki sem jo dobila. In njena pomoč je bila tista, ki je bila prvi in največji korak do tega, da sem prišla, kjer sem danes. S pomočjo tehnike EFT, tehnike tapkanja, sem si veliko pomagala na ta način, da sem začela z Donom delati korak za korakom. Najprej sem ga očistila in tapkala zraven. Potem sem ga sprehajala in potem sem ga lonžirala in tapkala zraven. Potem sem ga osedlala in tako naprej. Step by step, step by step. In prišel je trenutek, ko sem rekla, okej, danes sem pripravljena. Danes sem pripravljena se usesti, jahati in tapkati zraven. In sem. In je bilo fajn in mi je uspelo. In vsak ta majhen korak, ko sem se jaz počutila varno, ko sem se počutila, da zmorem, da je vse okej, vsak tak korak je bil zame nova zmaga. Nova zmaga in hkrati motivacija za naprej. In tako, kot sem danes en kratek video posnela, da jaham, da uživam, tako je zdaj, kolikokrat na teden le lahko grem. In to ni en krog, en sprehod, ampak to je trening. To je učenje, še vedno
delo na sebi in pa hkrati učenje, kako se najenostavneje in najhitreje povezati z njim. Ker ko se jahač in konj povežeta, potem je to. Perfekt kombinacija in preprosto užitek. Kaj vam želim s to svojo izkušnjo povedati? Ne obupati. Nikoli. Ne obupati, če se vam nekaj zgodi in ne znate naprej. Dovolite si sprejeti pomoč, ki je sigurno dovolj na voljo, najrazličnejše načine pomoči, tisto, kar vam najbolj ustreza. In če se boste odločili sprejeti pomoč, poiskali nekoga, ki vam pri vaši težavi lahko pomaga, ste že na pol poti do zmage. Potem je pa samo še delo, delo in delo. Ampak cilj, dosežen cilj, zmaga, je nekaj najbolj fantastičnega, kar lahko doživite ob takih situacijah. Res vam želim, da si dovolite sprejeti pomoč takrat, ko jo potrebujete. To ni res nič takega. In zelo, zelo sem hvaležna Darji, da mi je pokazala način, kako lahko pridem do svoje zmage. Želim vam čim več takšnih in drugačnih zmag, čim več uspešnih korakov in pa to, da si dovolite.